Spoštovani gospod direktor, spoštovani gospod in gospodi. Na dan, ko je slovenska vlada razglasila epidemijo, sem bil v kratkem nagovoril državljanke in državljane. Dejal sem, da smo se znašli v položaju, ko moramo še toliko bolj skrbeti zase in eden za drugega. In da bodo časi pred nami terjali morda še nekaj več ljubeznivosti, vsakodnevne, vsakdanje, zato da bomo lahko skupaj premagali težave, ki so bile takrat še nepredvidljive. To nam je tudi uspelo. Danes sem tukaj zato, da bi se za ta uspeh zahvalil tudi vašem inštitutu, gospod direktor. 29. marca, 2 tedna potem, ko je vlada z odločnim ukrepanjem, tudi na podlagi strokovnih mnenj, tudi na podlagi strokovnih priporočil vašega inštituta, sprejela zelo stroge ukrepe za gibanje ljudi, za socialno distanco, sem pravzaprav več kot samo prijetno presenečen, navdušen, lahko ugotovil, da so ti ukrepi začeli kazati prve zelo dobre obetavne znake in da se Slovenija zelo dobro sooča z nastalo situacijo, zlasti v primerjavi z drugimi, celo sosednjimi državami. In bil sem ponosen, če se mi tako reči, na ravnanje ljudi, ki so v tako kratkem času tako zelo spremenili življenjski stil, da bi, kot se mi je bil pozval poslanici, skrbeli vsak zase, pa tudi eden za drugega. To se mi je zdelo eno obdobje ene solidarnosti, o kateri se niti toliko zelo veliko ni govorilo, vendar je treba poseči daleč nazaj, da bi se spomnili, kdaj smo bili Slovenci glede tega, da smo skrbeli zase in eden za drugega tako solidarni. Seveda so bili v ospredju ljudje v zdravstvu, tisti, ki so skrbeli za vsakodnevna opravila, brez katerih življenje tudi v tem posebnem času ne bi moglo teči. In ocenil sem, da si pravzaprav vsi ti zaslužijo nek znak naše hvaležnosti. Zato sem, mislim, da je bila nedelja, 29. marca, virtualno, brez navzočnosti javnosti in vseh tistih, ki so si to zaslužili, tudi vi, spoštovani zaposleni tukaj na inštitutu, podelil jabolko navdiha. Jabolko navdiha vsem, ki ste v tistih težkih časih in še danes skrbeli za to, da je kljub strogim omejitvam Slovenija šla naprej, da je bilo poskrbljeno za zdravje ljudi, da so bili sprejeti primerni ukrepi, da so se te primerni ukrepi tudi spoštovali, da smo nagovarjali ljudi s prijaznostjo, da smo jih nagovarjali z ljubeznivostjo in da smo na en srčen način pravzaprav premagali nekaj, o čemer samo kolega prej sploh nismo razmišljali. Pri tem je imel vaš inštitut, spoštovani gospod direktor, pod prejšnjim in sedanjim vodstvom veliko vlogo in jo bo imel tudi v prihodnje. V tem smislu sem danes tukaj na kratkem obisku, ne bi vam rad imel veliko časa za to, da vam uročim repliko tega jabolka navdiha, ki bo sicer kot spomin na čas epidemije koronavirusa zavedno ostala original v predsedniški palači, tako da jo bodo ljudje, ko se bo življenje vrnilo v normalne tirnice, lahko občudovali ob dnevu odprtih vrat in sicer, ko bodo obiskali predsedniško palačo. To pa je replika, ki ne ostane tukaj v prostorih inštituta kot spomin na izraze naše hvaležnosti, hvaležnosti države, vseh naših ljudi, kolikor mi položaj to omogoča, da govorim v njihovem imenu, zaposlenim, strokovnim ljudem v inštitutu, ki so v tem zelo posebnem, težkem, zahtevnem času pomagali vladi in pristojnim službam, da so sprejemale primerne ukrepe.
Vaše delo je bilo nehvaležno in je nehvaležno še danes. Ljudje lahko kakšnega od vaših priporočil pozdravimo ali se z njim ne strinjamo, ampak ga spoštujemo in vemo, da je za nekim priporočilom ogromno strokovnega dela in znanja in da ga dajete po svojih najboljših močeh z velikim razumevanjem za to, kako bo to naletelo na razumevanje ljudi in na spoštovanje teh pravil. Še enkrat, vaše delo ni bilo enostavno in ni enostavno tudi danes. Še več, zdi se mi, da je bilo na začetku, ko je bilo poleg skrbi med ljudmi še nekaj strahu, da je pravzaprav vsak ukrep naletel na neko razumevanje samo zato, da bi premagali bolezen. Zdaj, ko se zdi, da smo bolezen premagali, so postopna odpravljena teh ukrepov pospremljena kakšenkrat z nepotrpežljivostjo, kar je potrebno razumeti. Ampak hkrati ste vi dolžni, zato ste poklicani, vendarle vladi oziroma pristojnim, ki sprejemajo ukrepe, predlagati take strokovne rešitve, ki bodo v prvi meri najbolj skrbele za zdravje ljudi. Ali prav govorim, gospod direktor? To je nehvaležno delo. Zato mi je bilo veliko veselje, da ste se danes vzeli 20 minut časa, pol ure, da vam lahko na ta slovesen način uročim to repliko Jabolka Navdiha kot tretjim po vrsti. Bil sem že v Velenju, tam sem se zahvalil mladim prostovoljcem. Bil sem v Trbovljah, kjer so naredili odmevno akcijo izdelovanja mask, v času, ko teh mask v Sloveniji še ni bilo. In danes sem prevzet s tem, da ste me sprejeli tukaj med vami na inštitutu, ki mu, to si upam reči, velikanski del slovenske javnosti zaupa, da se trudi po svojih najboljših močeh. Sem in tja kakšno odločitev pospremim morda za vprašanji, za skepso, vse to je v redu in razumljivo, vendar pa mislim, da tudi pri tistih, ki kakšnega od priporočenih ukrepov sprejmejo za skepso ali morda kritiko, tudi pri njih ni dvoma, da sprejemate te odločitve prvič po strokovni vesti, po vaši vesti in v prid zdravja ljudi. Vsi smo vedeli, da bo lažje sprejeti na začetku omejevalne ukrepe, kot jih kasneje sproščati. In temu smo zdaj pričali. Poleg tega, in to veste vi veliko bolje od mene, ne moremo nič z gotovosti reči, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Če bi sedaj brez glavo hitro popuščali za vsemi ukrepi, v želji, da se vrnemo čim prej v normalno življenje, kar si mi vsi želimo, bi se lahko zgodilo, da se virus vrne, potem pa bi se zastavilo vprašanje, kdo je bil tako neodgovoren, da je dopustil tako stanje. Če ga ne bo, bomo morda nad kakšnim ukrepom, ki bo za teden ali dva morda kasneje odprl vrata neki dejavnosti ali storitvi, morda nekoliko jezni celo ali razočarani, to bomo že preživeli. Ampak obdržali bomo tisto, kar je najbolj bistveno, to je zdravje. Mislim, da je inštitut od vsega začetka, pod prejšnjim in sedanjim vodstvom, z vsemi, ki tukaj delate, opravil nenadomestljivo delo. Slovenska javnost vam zaupa, računa na to, da boste z enako predanostjo, strokovno, vaše delo opravljali tudi naprej. Pri vašem delu, zaradi stresa, ste lahko uspešni, če to delo opravljate tudi s srčnostjo in koliko lahko opazujem, gospod direktor, vaše delo, to srčnost, poleg vsega strokovnega znanja in drugih profesionalnih referenc imate. Mislim, da ste tudi vi v tem smislu lahko ponosni nase. Seveda, jaz se bom danes omejil samo na vlogo inštituta v času epidemije in ne želim govoriti širše, vi pa ste rekli nekaj o širšem pomenu inštituta za slovensko zdravstvo, za zdravje naših ljudi. Vse to seveda drži. Hotel sem samo izpostaviti vašo pomembno vlogo na začetku epidemije, danes, skrb za zdravje Slovencev v času razvijanja te bolezni v prihodnje, do odkritja cepiva in prekuženosti. Prosim, tudi takrat, ko boste slišali kakšno kritično misel na račun vaših odločitev ali priporočil, razumite, da vendarle
velika večina ljudi razume vašo profesionalno in človeško stisko, ko morate na koncu vseh koncev vse podvreči vaši zavezanosti za zdravje ljudi. To cenimo, to spoštujemo, vaše vloge pa ne zavidamo, smo vam pa za vaše delo hvaležni. Tako spremite, prosim, gospod direktor, to repliko kot znak, izraz naše velike hvaležnosti. Pozdravljam. Vaša pravila so taka, da prepoveduje, da vam bi to osebno vročil. Hvala. Jaz bom rekel, gospod predsednik, mi smo zelo počaščeni, da ste danes z nami tu, da ste nam dali, bom rekel, eno potrditev, da smo res v tem času dobro delali, da ste nas spodbudili, da še naprej tako delamo. Kajti mi se zavedamo, da za to krizo, ki je rečeva biološka, prihaja ekonomska, za katero se pa tudi že mi pripravljamo in bo v naslednjih mesecih zelo huda in bomo tudi mi takrat zraven, tako kot smo bili pretekli. Hvala vam še enkrat za obisk in hvala tudi vsem mojim kolegom v celem inštitutu za vas trud, ki so v tem času gledali. In ne sumim, da ne bomo naprej tudi ravno tako dobro delali, pa še bolje. Hvala lepa.